Najlepša hvala. Jaz upam, da se dobro slišimo. Mičkam ta luč sveti direktno vame, tako da če vam kaj pomežikno, ne bodite presenečeni. Glejte, jaz sem prišel sem, tukaj pošteno piše, da sem poročen, imava in ženo 3 otroke, najstnice, vse 3 so hčere. In prišel sem z osnovno težnjo, ne da bi bil tukaj samo kot predavatelj, ampak da bi tukaj povezal to, kar dela naše življenje. Vsak izmed nas ima nek poklic, moj poklic je bilo že povedan, predavatelj, sociolog religije, oče, zakonec, član cerkve, in da bi tukaj povezal to, kar lahko človek prejme prek znanja v poklicu, prek življenja v različnih skupnostih, v katerih smo, od temeljne skupnosti, za nekatere redove je to redovna hiša, za nekatere družinsko življenje, širši okviri cerkve in osebna izkušnja verskega življenja, da bi to skupaj nekako spregovorili o tem, kar je naslov, izkustvo in dialoškost pri posredovanju vere kot tista stvar, ki naj bi prispevala k osebno skupnostni viziji in praksi krščanstva. Zdaj, mene so naprosili za nekatere stvari, ki sem jih potem takole začrtal. Po uvodu bomo spregovorili nekaj o principu osebe, ne osebnosti, ampak osebe in tistega, kar je za naše medosebno življenje najbolj pomembno. Za naše medosebno življenje bi skoraj upal trditi, da bolj kot družbena struktura, bolj kot okvir cerkve, kot velike institucije, je pomembno tisto, kjer mi delimo medsebojno življenje, v neposrednih odnosih. Ampak ravno zato, ker je to tako pomembno, si moramo zvedeti, koliko na to vpliva kultura, struktura in vse te plati, ki delajo nas ljudi kot družbene. To bo prvi del in tukaj smo ostali potem tudi v malih skupinah, kot tistem okolju, kjer je posebna komunikacija, kjer se razvija tudi najbolj osnovni princip pristne skupnosti, pristnega občestva. Potem se bomo ustavili ob družbeni analizi nekaterih točkah našega časa, ker če dam v prispodobi, ko sem bil mlajši in sem začel sociologijo študirati, sem prišel do ene knjige, kjer piše tak lep naslov Branje znamen časa, gre za ameriško knjigo, napisana za študente različnih teoloških fakultet, predvsem bogoslovce, in tam gre poglavje za poglavjem, ampak enem poglavju se tako nekako zanimivo sreča, pravi tisti avtor, da je veliko, ko končajo teološko fakulteto, pri študentih veliko znanja iz Biblije, iz liturgije in tako naprej, mičken manj pa poznavanja o svetu, v katerem naj bi vse to skupaj živeli. Se pravi, mi smo res v enem času, ko smo izzvani, da to dvoje povežemo. Tisto, kar je skupno krščanstvo vseh časov, to je Božje razodetje, ki je trajno, in tisto, kar je specifično vsakemu času, torej našemu času, je ničkrat drugače, kot je pokazujem pred 100 ali 200 leti. In mi moramo najti krščanstvo našemu času primerno. In takrat lahko pripomore tudi družbena analiza, sicer pa je, kot bom tudi skušal pokazati, zadeva včasih tudi ničkrat nevarna. In od tod ven bi pa prišli do sklepa tudi nekaj o načrtovanju oziroma o pozornostih pri načrtovanju. Mene so prosili, da bi spregovoril o 3 stvareh. Najprej, da bi pokazal, da je pomembno sploh mičkeno analizirati stanje in okoliščine. In v teh stanjih in okoliščinah bi jaz dodal najti sogovornike. Vsi ljudje živimo v več prostorih. Torej ne samo v prostoru notranje kateheze v cerkvi, v prostoru, ki je zaznamovan z liturgijo in z obredjem in s prazniki, z molitvijo, ampak vsak od nas tudi živi v mnogih drugih prostorih. Otroci v šolah, med vrstniki,
ne samo na internetu, ampak v tej kulturi, ki je včasih tako močna, da ta kultura bolj vpliva na nje, kot more beseda nas ali staršev ali katehetov ali duhovnika, kakorkoli. Se pravi, pokazati, da je smiselno gledati stanje, kot je, in štartati od tam. Potem pokazati značilnosti malih skupin in občestev oziroma skupnosti, kot jaz pogosto uporabljam besedo, predvsem z vidika te razlike, ki je med množičnim in osebno skupnostnim krščanstvom. Se pravi, ta premik, ki je v Pridi in poglej v tem dokumentu, ne, da smo pozorni, premik k osebi, k občestvu in k skupnosti. In tretjič, to, kar je zdaj že narečen, tudi na ta način zadeva povezati s konkretnostjo pastoralnega načrta. Koliko bo to meni uspelo, boste videli. Jaz bom skušal spregovoriti kot en človek. Se pravi, ne, da bi nekaj govoril, pa drugo skušal iz življenja povleči, ampak da bi življenje in to, kar rečem, nekako bilo skupaj. Zakaj? Če se vprašam, kaj je to, kar tukaj piše, ne, smisel načrtovanja. Jaz sem zelo hvaležen tisti katehistni, ki mene uvajala v krščanstvo, pa župniki in potem različni duhovniki. Zlasti pomembni so bili nekateri potem, ko človek v najstniških letih išče svojo identiteto in prostor v cerkvi, ne, ali kasneje v odraslosti. Se pravi, mislim, da tudi vsem vam so mnogi ljudje zelo hvaležni za to delo. In ko se nazaj gledoč oziram na to, mislim, da je zelo pomembno to, da so mi nekako uspeli res postaviti to vprašanje, kaj je bistvo. Ne samo posredovati znanje, spoznanje, ampak res privesti k živi osebnem srečanju z Bogom, k osebni veri in prostor v različnih okoljih skupnostnega, medosebnega in drugega prostora v cerkvi. Se pravi, prostor povezanosti. Najbolj sem pa hvaležen tistim, ki so zelo močno poudarjali edinost vere in življenja. Ne, da je moje življenje v službi nekaj, potem v nedeljo bo pa malo drugače. Druga stvar, ki je zelo pomembna, je, kakšno je dejansko stanje oseb. Nekdo že mnogo let nazaj mi je rekel, dejansko tudi vsi vemo, Marija Magdalena je gotovo ena tistih, ki ima Jezusa najrajši, ker ona je takoj, ko je bilo mogoče, tekla k grobu, pred mnogimi drugimi. In njeno dejansko stanje je bilo, vsi vemo tudi kakšno. Pomembno je, da greš od tam, kjer si, in narediš korak naprej. Mogoče ima kdo boljše izhodišče, pa štarta višje, ampak vsak ima izhodišče, od katerega se lahko povzpne korak k bolj svetemu življenju. Nima pa smisla misliti, da zadeva včasih ni problematična. In tretja stvar, iskati celovito življenje. Danes pa sploh v svetu, ki je zelo individualiziran, atomiziran in tako naprej, celovitosti je pa mnogo manj po kvantiteti. Če bi se pa vprašali o nekaterih manjših krogih, mislim pa zadeva ni tako problematična. In prav upanje, mislim, da prihaja ne iz kvantitete krščanstva, ampak iz tistih živih okolij, kjer se to skuša živeti, kjer dejansko se temu, kar bi jaz rekel, skuša živeti reflektivno življenje in trinitarično. No, predpostavljam, ampak to vsi veste, jaz sem to upošteval, da zagotovo kateheza posreduje znanje, zagotovo kateheza ljudem sporoča pričevanje teh ljudi, ki so vanj vpeti, in zagotovo kateheza na neki način skuša spodbuditi medosebno skupnostno, občestvo, povezanost. In to tako, da ne bi bila zadeva samo nekem izoliranem otoku, ampak da bi ljudje tudi znali živeti celovito v dejanskem medosebnem in kulturnem okolju. To ne pomeni, da je vse idealno, ampak to pomeni, da to je tista smer, ker se mi zdi, da je pri katehezi pomembna. Moj prijatelj, pa imamo eno malo skupino v našem gibanju cerkvenem, in on vedno pravi, jaz 9 ur
včasih tudi več, včasih 8 ur preživim, se pravi najboljših ur mojega življenja v službi. Kaj meni pomaga krščanstvo? Če mi za teh 9 ali pa 8 ur, on ima zahtevno službo, recimo 9, nič ne spregovori. V tem smislu celovita za tisto življenje, ki ga živimo, za praznovanje, za žalovanje, za druženje in seveda tudi za načine druženja znotraj cerkve, ampak ne samo znotraj cerkve. Pri tem se mi pa zdi zelo pomembno, da res štartimo pri osebi in pri tem, kjer so medosebni odnosi zelo pomembni. 3 stvari bi tukaj nekako izpostavili tega. Jaz sem v knjigi mičkeno več to zadevo razdelal, ampak ker ne želim brati in mislim, da lahko včasih človek potem še kakšno stvar poglobi tudi v branju in tem, bi se ustavil res pri, se mi zdi, osrednjih 3 stvari glede osebe. Zame oseba izhaja iz Svete Trojice, no vse tudi v cerkvi sami, ne. Ko se je postavljal sploh pojem osebe in koncept osebe, je prav, da se ozremo nazaj k začetku krščanstva, ker takrat je bilo resno vprašanje, kako so 3, se pravi Bog Oče in Sin in Sveti Duh, eno. In v tisti dobi, mislim, da lahko zelo mirno rečemo, je prišla potem na plan to, kar mi poznamo kot oseba. Oseba je bitje odnosa, oseba je bitje pripadnosti, oseba je bitje, ki je ne moreš razumeti brez tistih, s katerimi je odnosom. Kdo je Jezus? Če mu odrežemo naslov, recimo, Sin Božji. Nemogoče. Jezus je velikokrat, in to piše v Svetem pismu, ne, govoril, da jaz in Oče sva eno. Ker Jezus kot oseba je popolnoma nerazumljiv zame, če ga ne vidimo v Trojici. Zato tudi mislim, da nas, ljudi, ki smo ustvarjeni po Božji podobi, moramo gledati v teh ne samo medosebnih odnosih, ampak v teh umeščenostih, v katerih živimo. Mi včasih pozabljamo, svet nas pa sili k temu, da se ne bi spomnili. Ker individuum je povsem nekaj drugega kot oseba. Individuum je posameznik, predstavnik vrste. Oseba je pa šele tisti, ki znotraj odnosov živi. In kot pravi Jean Vanier, spodaj vidite, ne? Jean Vanier, vsi poznamo, kdo je Jean Vanier, ne? No, če kdo ne ve, ustanovitelj skupnosti Barka, prej pa profesor filozofije, ne? Doktoriral iz Aristotela, soustanovitelj skupnosti Vera in luč, ne? In njega je, kot pravi v svoji knjigi, ki je v slovenščino prevedena, mislim, da so 3 knjige v slovenščino prevedene, izjemno v življenju dejansko premaknilo srečanje z tema 2, ki sta ga prizadeta. On brez tega srečanja mislim, da ne more čist ničesar pojasniti po tem prelomu, po tem prehodu, ki ga je naredil in začel živeti skupaj z 2 osebami z Downovim sindromom. Ne. Iz srečanja se rodi poslanstvo, ne iz razumskega, kako bi rekel, idejnega projekta. In srečanje je najbolj osebna stvar. No, pri Vanierju mislim, da je tudi zelo lepo v tej knjigi Vsak človek je sveta zgodba, zelo lepo pokaže na to, da mu je po eni strani filozofija, ki jo je študiral, veliko pomagala, ampak v nečem mu pa ni pomagal Aristotel. Ne? V tem, da Aristotel človeka definira kot bitje razuma. Ne? Torej razumna žival, kako že rečemo. Jean Vanier prav, in to res radikalno, kako bi potem te ljudje, ki so po nekaterih stvareh malo prikrajšani, ne, bili ljudje. In postavi zelo drugačno tezo. Človek je tisto bitje, ki je vredno ljubezni in zmožno ljubezni. Človek ni razumna žival. Človek je bitje, ki ga ravno prek ljubezni vrže odnos z drugim.
mi, ki smo poročeni, ne, če smo šli neko pot v zakonski stan, kjer je bila zaljubljenost, ne, takrat vsak od nas ve, takrat nisi štel, koliko boš dobil, koliko boš zgubil, da bi se s tisto drugo osebo povezal. In mislim, da ni bistveno drugače pri duhovnikih in pri redovnikih, redovnicah. Človek, ko je zaljubljen, je pripravljen vse narediti. Zakaj? Ker tista stvar, ki je v ljubezni vpeta s teboj, je tako pomembna, da jo ti tako priznaš kot samega sebe. In tukaj se skriva bistvo ljubezni in bistvo človeka. Zdaj, mogoče samo za razjasnitev, ne, Sveto pismo je božjo ljubezen do človeka, ko so šli prevajati v grščino, redno prevajali kot agape. Agape je namreč tista, ker je brezpogojna ljubezen. Filija je prijateljska ljubezen. Eros je spet tretja in od teh treh grških besed, Grki so imeli tu zanimivo zelo izdelan jezik, zato je bil tudi primeren jezik za izražanje teh stvari, je bila izbrana agape. In pomemben protestantski avtor, ki je ustanovil fundacijo Templetonova fundacija, to je fundacija, ki daje nagrade, ki so enakovredne Nobelovim nagradam za življenje iz duha, bodi si znanstveno povezano z znanosti in religije, vere, bodi si za direktno izražanje vere, kot bi bila mati Tereza med drugim, Rože Šuc, bodi si za medosebno vero. On je napisal tudi knjigo, da agape ljubezen ni lastnost samo krščanstva, ampak jo najdete v vseh tradicijah velikih svetovnih religij. Seveda, kot kristjani, pa ko to malo človek prebira, vidiš, da tukaj Jezus je zadevo pripeljal krepko naprej, kot je zmožno iz tistega klica, ki smo mi kot ljudje ustvarjeni po božji podobi. Vatikanski koncil je zelo dobro uporabil izraz, ljudje dobre volje. In tam se gotov duh, božji duh razkriva, tudi ljudje niso formalno pripadniki religije. No, morda najmočnejši, ker bolj kot zgodba besed, je zgodba pogleda včasih močna, je pa osebi se mi bi prikazan tukaj v ikoni Svete Trojice, ki jo skoraj gotovo poznate. Torej, Sveto Trojico je naslikal Andrej Rubljov, ki v pravoslavni ruski cerkvi je tudi svetnik, ikonopisac. To je bil en vrhuncev izražanja res presijane, prečiščene, umetnostnega izražanja v pravoslavju. In v pravoslavju je tako še bolj kot pri nas značilno, da so poslikane stene, ker za nepismene so prizori na stenah, kot pri nas najdemo. Tukaj imate sela, vrtjance, pa imate po Gorenskem in druget hrastovle. Iz tistega obdobja je ogromno tega, da so ljudje prek upodobitev znali videti sporočilo Svetega pisma. No, to je bilo še v času pred našo renesanso in zelo zanimivo je to, poglejte, te tri božje osebe po pravoslavni tradiciji, po naši tradiciji tri angeli, to niti ni tako pomembno, se vidi, da imajo angelske nekako označbe s perutmi, ki so obiskali Abrahama. Ti trije, ki so obiskali Abrahama. To sliko najdete tako rekoč kjerkoli po zahodnem svetu. Ker ljudje tudi na zahodu, tudi v protestantskih cerkvah so začeli v tišini moliti pred ikonami. Zakaj pred ikonami? Če bi šli k svetemu Damjanu v Asizi, je enak stil. To je bil skupen stil do 12. 13. stoletja cerkve. To ni stil, ki je tam živel, v zahodu pa ne. Potem je zahod pač šel svojo pot. Ampak pri Sveti Trojici tukaj bi rad upozoril na eno stvar, ki se mi zdi res ključna in nam pomaga razumeti, kako smo mi kot osebe ustvarjeni po božji podobi. Poglejte, tukaj v sredini je Jezus. In Jezus ima uprte oči, a vidite kam? Oči Jezusa so uprte v oči, tam je Oče. Jaz in Oče sva eno.
Oče pa ne gleda Jezusa nazaj, ampak oče gleda pa tretjo osebo Svete Trojice, Svetega Duha. Sveti Duh pa ne gleda nazaj, tako da je bil ta trikotnik, ampak gleda v kelih. V tem kelihu najbolje se ne vidi je jagenjček, ne? Torej, Sveti Duh gleda Jezusa kot jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta ali katerokoli stvar, ki je pač povezana s tem. Ne? Dejansko, kot vemo iz evangelijev, ne, ko je Peter spregovoril, ne, Jezus, ti si Božji sin, ga je Jezus hitro malo takole, ne, Petra tako nekako postavil na pravo mesto. Ne. To ni iz tvojega mesa in krvi prišlo, ne iz tvojega razuma, ampak Duh je tisti, ki je edini, ki lahko to spregovori. In tukaj imamo še drug zanimiv detalj. Poglejte, jagnje Božje je v kelihu, ne? Ampak Jezus je pa kje? A vidite, da je Jezus v celoti potopljen v kelihu, ne? Na eni strani Sveti Duh, na drugi strani Oče in je silhueta, v kateri je jagnje Božje, kot je dobesedno, ne? No, ta ikona seveda ima mnoge druge pomene, ne? Samo en pomen se mi zdi pomemben, ker mi trdno na Zahodu, kot da je renesansa prinesla perspektivo, ne? To ni res. Ta ikona ima perspektivo in to zelo očitno. Tako očitno, bom tja stopil. No, se bo najdel. Upamo, da bo, no. Perspektiva ni tako, kot mi vidimo. Perspektiva je obrnjena. Perspektiva je, kot se iz Božje plati vidi k nam. Zato, poglejte, to linijo in to linijo. Čist podobno, ko boste na ikonah knjige v obrnjeni perspektivi prikazane. Ker kot iz Božjega območja se vidi k nam, tako je ikona prikazana. In zato je ikona ne, ko jo na nek način konča ikonopisec, ne? Ampak ko jo ljudje sprejmejo in postane prostor medsebojne komunikacije med človekom in Bogom. Sam trenutek, tudi tam mogoče. To sem doživel, ne vem, če poznate, da je pater Rupnik in centru Aleti tudi naredil, oziroma je šel v delu, ne, pravoslavno cerkev v Klužu. In ko so prinesli prvič veliko sliko Bogorodice tja, ne, a je to, da se vidi, če je to toliko rejen, da bi oni delali, ne, je ikona prišla tja v cerkev in župnik pa tisti, ki so malo videli, so pogledali, pa so pa šli oni malo ven na večerjo, ne, in se začeli mimohod ljudi. Do zjutraj so ljudje hodili. Ni bolj močnega znaka, da je ta umetnost liturgična, kot to, da ljudje pred tako umetnostjo molijo. To je bistvo ikone. Bistvo ikone ni lepa umetnost. Bistvo ikone je lepota, ki se izraža prek umetnosti v odnosu med človekom in Bogom, med Trojico. Zdaj o osebi bi seveda bilo dobro še nekaj reči, še marsikaj reči, ampak nekaj bi pa res bilo dobro še reči. Namreč eno osnovno skico o osebi bi rad narisal. Človek namreč ni samo telo, ampak vendar smo telesa. Človek ima razum, čustva in tako naprej, vse to lahko sprejmemo. Vendar, a je to že človek? Ker o tem v človeštvu ni čisto soglasja,
se jaz ponovadi skušam v antropologiji ozreti na prva obdobja krščanstva in jaz, koliko razumem tisto obdobje in po ljudeh, ki so dobro študirali, bi takole rekel, ne. Človeka bi se lahko predstavljal kot 3 koncentrične kroge, kjer je najbolj zunaj telo ali materija, se pravi naši čuti, zaznave. Bolj proti središču človeka, globje v človeku, je človekova psiha. In psiha zajema seveda razum, čustva, spomin, mnoge zmožnosti človeka, ne. Ampak, a je to človek? Poglejte, v slovenščini imamo zelo dobrega zadnje obdobje Ivana Cankarja, ko je govoril o skriti kamnici srca, ne. Že pri skodelici kave se točno pokaže. Nenazadnje, ko mu je neka, lahko bi rekel, natakarca ali pa dekla prinesla na Dunaju kavo, se je v njem zbudil spomin. In tisti spomin mu je vrnil odnos z mamo, ki je bil boleč. Kakorkoli bi rekel, da je bil spomin morda boleč, je Cankar pokazal, kaj je bistvo, ne, človeka. Bistvo človeka ne spoznamo brez takega globinskega srečanja in on to imenuje skrita kamnica srca. Ne. Nekje drugje je napisal, da za vsako 10. besedo, 10. pomen je beseda, za 9 jih pa ni. Ne. Ker ko gremo mi proti središču človeka, takrat se pokaže, kaj človek v bistvu je. In Sveto pismo tukaj uporablja 2 besedi, ali duh, ali pa srce. Ampak srce je res organ celovitosti. To ni tisto, kar smo mi naredili iz čustev, ne. Ne. Organ celovitosti. Srce je tisto središče človeka, kjer se stvari povezujejo in zbirajo. Zdaj, tekom moderne dobe smo tega veliko izgubili. Ampak sam, da vas opozorim, ne, pogledajte, alternativna duhovnost. Jaz sem tudi o tej duhovnosti malo študiral in tudi eno knjigo izdal, tule, če bi kdo želel pa pogledati. New Age pa tako naprej, ki je toliko problematičnih vsebinskih stvaritev. Ampak ena stvar pa mislim, da je zelo zanimiva, oziroma 2 stvari sta. Oni delujejo na izkustveni ravni, dotikanja, spoznavanja, čutenja in tako naprej. In imajo osrednji pojem, ki zdaj zamenjal tisti vodilni napis, ni več New Age, ampak je body, mind, spirit. V Indiji nihče se ne sprašuje, ali duh je ali ni. Zahod, zaradi vsega, kar smo doživeli v zadnjih stoletjih, se sprašuje, ali duh sploh je ali ni. In zdaj pogledajte, moja sociološka znanost kam spada? Večinoma take znanosti segajo v ta drugi krog, ne? Ali sežejo tudi v tretji krog. Je pa vprašanje, na katerega je smiselno si zastaviti najprej vprašanje, potem pa iskati odgovor, ne? Ampak tisti učitelji, ki jim jaz močno zaupam, pravijo, da od zunaj do duha se težko pride. Če je pa temeljna antropologija človeka taka, potem pa vse pomožne znanosti, če temu tako rečemo, pomagajo, da človeka umeščenega v družbo, v kulturo, v medsebojne odnose lahko bolj razumemo in dejansko bolj zaživimo našo celovitost, ne. Vsi veste, ko je bil mladenič, ne, je spomnjeval zapovedi, ne, in gre k Jezusu, da bi mu sledil, in pa ta pogovor je zelo močan, ne, res zelo močan. Tam se pokaže, kaj je središče človeka, ne. Jezus mu je rekel najprej, če je to spomnjeval in tako naprej, in ono in tretje, pa ga pa vprašal, mu pa nekako dal vedeti, to in to še pomeni, da se posloviš od tega, potem pridi in hodi za menoj. In mladenič je žalosten odšel.
ne zadošča biti moralno dober, bi jaz temu rekel. In ob eni priliki sem tudi govoril z priorjem Tezeja, ne. Morala, ki izhaja iz principov, je druga kot morala, ki izhaja iz odnosa. Če imam jaz enega rad, recimo ženo upam, da imam rad, no, če ne bi pa rad imel ženo. Če imam jaz cerko rad, upam, da imam mi cerko radi, ne. Poj, jaz moram živeti moralno, jaz ne moram drugače živeti. Ne moram živeti, ampak se trudim živeti moralno. Če jaz dobim z razumom utemeljene razloge, tako je treba živeti, največ, kar je moja volja, se počasi utrudi in zlomi. Ista morala, ki je iz klica in iz razuma mogoče oblikovana, je zelo drugačna. Tudi Mojzes, ne, potem, ko sem jaz to nekje, smo se pogovarjali, mi prišlo to na misel, 10 zapovedi, se to ni morala razuma. Bog ve in Mojzes seveda, kaj se dogaja na tej gori, iz katere je Mojzes prišel z 10 zapovedmi. Vsi pa vemo, če verjamemo temu sporočilu, da tam je šlo zelo tesen odnos med Mojzesom in Bogom. Tako tesen, ne, da poj v napačnem prevodu, ker Mojzes je žarel, ne, so tiste rožičke naredili, ne, in to vidimo, ker je Michelangelo naredil tazga Mojzesa. Ne. Mojzes je tako prežet z odnosom. In iz te prežetosti odnosa seveda zahteva življenje neka pravila. Od tod ven morala. To je pa nekaj povsem drugega. Ne. In zato se mi zdi, da je, ko govorimo o osebi in o skupnosti, se res dobro vrniti k tem prav temeljnim stvarem, od koder je naše sporočilo. Ne. Sveti Mihael, nadangel, ne. Kasneje bom še en citat omenil, ne, ki se je prikazal na Garganu, to je tam blizu, kjer je bil pater Pi, če boste šli daj dol, pojde še do tega mesta, kjer je Monte San Angelo, ne, kjer je svetišče sveta Mihaela. Ne. On ni prišel popravljati ljudi, on je prišel s temeljnim sporočilom milosti in zavarovati ljudi. Prav zavarovati pred zlom in pred mnogimi stvarmi. In on še zmer dela, pa mnogi drugi. Ne. In to je ne iz razuma, ne iz čustev, pa vendarle vemo, da razum in čustva so pomembna. Saj mi ne bomo šli v večnost v duhu azijske nirvane, ne, kjer je vse zlito, ne. Mi bomo šli kot ena enkratna bitja v večnost. In zato je ta korak zelo pomemben, se mi zdi. Poglejte, še Platon je govoril o 3 vrstah ljudi. Tisti, ki so fiziki, pa psihiki, pa pneumatiki. Ne? In svet naj bi vodili tisti, ki so pneumatiki, zanj so to filozofi bili, ne? Ki so tisti, ki so bili razsvetljeni. Ne gre za to. Gre za to, da iz duha čistimo naše misli in čustva. Iz središča srca presojamo naša ravnanja in naša čutenja. Da je središče tu in iz tega presijano, prečiščeno celota našega življenja. Zadnja škofovska konferenca, ki je bila v Rimu lani, ne, oba dokumenta, ki sta bila narejena za pripravo, tako tisto uvodni dokument, kot tisto, kar je zbral odgovore vseh škofovskih konferenc katoliške cerkve in vzhodnih cerkva in vseh redovnih ustanov in laičnih gibanj in katerih strokovnjakov, skratka, ko je res zbral to, kar cerkev je, ko sem jaz to bral, me je prav malo zmrazil, ne, ker s tem se pa ni zahecati, ne. To je odgovor cele cerkve, ne. Zdaj, kaj so škofe naredili, jaz še ne vem, mogoče bo prišlo kmalu ali pa čez čas tudi to ven, ne. In tam je nek 28krat, nek pa 24krat se mi zdi, zapisana beseda razločevanja. In kot sociolog moram reči, da je velika razlika med analitičnim razumevanjem stvari, ki je iz razuma, in razločevanjem, ki razum upošteva, ampak izhaja iz osebnega odnosa in iz upetosti. In predvsem iz duha. Ne? Bi mogel res duha prebujati. Zakaj? Ker potem nas tudi ne bo strah, ko bom skušal pokazati te težki naši situaciji biti, ker tam je gotovost in moč.
Če pa ostanemo na ravni, preveč na ravni razuma, ne, to pa nam lahko nekaj bistvenega prav okrne. In čas zdaj ne dovoljuje, da bi še tukaj naprej, mogoče kakšno vprašanje. Poglejte, sam to je prvi rekel, ko smo tudi kristjani v kulturi individualizma, kristjani pogosto ne ravnamo z drugo osebo kot za osebo. Kolikrat do mene, do mojih znancev pride sporočilo, da župnik rabi nekoga kot posameznika, da je treba to in to narediti, ker je čisto res, da je treba tisto narediti. Ne? Ampak če župnik pravi tako k meni, ali duhovnik, ali kdo tretji, kako pa tvoja družina, a imaš čas, če imaš družinsko prednost, pa ne ti delati, ne? Ko vzamemo človeka v njegovih okoljih, to je čist drugače, kot če te jemlje kot posameznika. Ne? In nas razveseli. Zakaj? Ker če nekdo želi kogarkoli izmed vas, mene, priznati, pa nima kaj s priznanjem vas posamezno pomene, ampak tistega, ki dela vaše življenje. In mi smo izvirni šele, ko smo skupaj z drugimi. Mi ne moramo razviti sami sebe brez tega odnosa. Zato je tako pomembno, da razvijamo hkrati izvirnost, ampak pripadnost. In to ne gre za osebo, to gre za osebo skupaj, ne pa s konceptom posameznika. Ne. Koncept posameznika vodi k množici. Koncept osebe vodi in je povezan z skupnostjo. Ne. In Sveta Trojica je v bistvu skupnost treh oseb, ali pa če vzamemo bolj znotraj cerkveno terminologijo, občestvo treh oseb. Ne. In mi verujemo v občestvo svetnikov. Kaj pa je občestvo? Tule imamo nekaj takih točk napisanih glede osebe, glede skupnosti. V Sloveniji je majčkena zagata s tem pojmom, ne? Ker če vprašaš, jaz sem tudi vprašal par kolegov pa študentov, kaj s čim povezuje besedo občestvo, pa sem pa rekel še, da to izhaja iz občevanja, ne? Niso razumeli, zakaj gre. Ampak občevanje v tisti v tistem kontekstu ni spolno občevanje. Občevanje je komuniciranje. Se pravi, občestvo izhaja iz komunikacije. Ampak v Sloveniji še to mičkeno zakrili. Zato je pa zanimiv, če pogledamo v dva druga vira, ne, to sta pa svetopismo, pa čisto preproste uporaba besed recimo iz latinščine, prek latinščine v francoščino, angleščino. Ne. V Svetem pismu tega je več napisano v prispevku, jaz ne bi šel zelo podrobno, najprej bi se pa zdaj ustavil glede tega, ker povedite besede, ki so povezane z angleško besedo communion, so communication, common, community, common good in tako naprej. To zgleda vse skupaj povezano. Če to prevajate v slovenščino, imate enkrat občestvo, drugo skupnost, tretjič komunikacijo tako ali tako težko, kot govor preberemo, kar pri komunikaciji ostajamo. Potem pa common good, skupno dobro, namreč tisto, kar je bilo obča blaginja, se ni uveljavil. Zakaj na to opozarjam? Ker ljudje besede pomensko povezujemo. Ne? In tukaj pri slovenščini, ker imamo pač različne besede, ne, communion, obhajilo, ne, včasih je dobro, da se zavedamo, da te besede dejansko pomenski, kako bi rekel, paket ali pa sklop tvorijo, ne, in to so skupnost, občestvo, komunikacija. To zagotovo. Občestva brez komunikacije ni. Ko beremo, v začetku je bila beseda, meni vedno pride na misel, besedo je nekdo nekomu odgovoril. V začetku je bila seveda Sveta Trojica, bi lahko rekel, in izrečena med njimi beseda. Beseda je izraz komunikacije, torej odnosa. Ne? Bistvo človeka smo prav videli, da je v tem odnosnem vidiku. Ne? In to gre potem skupaj, zdaj pa vprašanje, ali bomo bolj poudarjali tisto, kar je skupno, ali tisto, kar je komunikacija, ali tisto, kar je nekaj, kar dela skupnost kot entiteto. Ne? Torej, mičken je v slovenščini s tem narodno, ne? Tudi jaz sam sem malo kričen do besede občestvo, zakaj? Ker sem izdal knjigo skupnosti
In seveda, če boste brali v tujini izdane knjige o skupnosti, boste težko zasedali besedo občestvo. In je dobro znati tako komunicirati z ljudmi, da bi vedeli, zakaj gre. Ne. Moji prijatelji pravijo, pa nekateri, to je tako, ne. Znotraj cerkve to uporabimo, zunaj cerkve tega ne razumejo, uporabljamo pa ono. Ne. Torej, kako to zagato razrešiti? Jaz nisem proti eni besedi, ampak mislim, da je dobro, da obe besedi uporabljamo in eno in drugo. In da tukaj gremo ne samo k temu, kaj je občestvo, ker glih vsaka stvar, ko smo skupaj, pa to ni. Ampak da pridemo do pristnega pomena teh besed. Res do tega, ker je jedro. Ker dela neko skupnost, če temu rečemo dobro skupnost, ali pa neko občestvo, pristno, dobro občestvo. Kako do tega priti? Zdaj bo malo pauza, minuta, samo temeljno izhodišče, ne? Kako do tega priti? Jaz menim, da samo upoštevajoč to, kako smo ljudje kot osebe. Se pravi, iskati tisto, kar nas ohranja v celovitosti in ne samo s psihičnimi očmi, z razumskimi očmi, s čutnimi očmi, ampak s celovitimi očmi, ki vključujejo pogled, duhovni pogled na človeka. Ne. Ampak ne tudi samo duhovni pogled, ne upoštevajoč človeka, ki ima telo. Ne. Oboje. Ne. Tukaj smo kristjani res mančkam posebni. Ne. Jaz ne poznam nobene religije, ki bi rekla, da bomo šli v nebesa s telesi. Ne. Se pravi, telo ni tako nepomembno, ampak vendar telo ne more biti jedro, ker sicer postane njih Bog, je trebuh. Ne. Poglejte, tudi govorimo o malih skupinah, ki so prva razširitev prek družine. Ne? In zdaj smo prišli od osebe k občestvu najprej do vprašanja malih skupin. Kaj so pravzaprav male skupine? Tukaj tudi delate redno, ne, po malih skupinah in cerkvi normalno delamo. Zakaj? Ker male skupine tam 6, morda najmanj 12, tudi včasih kaj več. Ne. To so tista okolja, ki niso kakršnakoli okolja. Jezus je imel res, da nekje piše 72 učencev, ki je poslal, ne. A večji del je imel 12. Ne. To je mala skupina. Zakaj je delal z malo skupino? In zakaj večinoma redovi, ne, imate pomemben segment vzgoje v tem tipu. Ne. In tudi družinski možje, žene in tako naprej. In ne nazadnje, pred časom je bilo v Sloveniji veliko mladinskih in drugih skupin, danes je manj. Ne. Dajmo mičkam povedati o malih skupinah, zakaj prav o njih. Poglejte, tukaj sem jaz skušal povedati 3 stvari, ki nam lahko nekaj povejo. Ena izmed stvari je, tudi sam sem prek malih skupin veliko prejel, torej izkustvo. Druga izmed stvari je Ameriki, ki ima toliko denarja, da lahko mnoge stvari raziskujejo, ne, se 4 od 10 Američanov tedensko na 14 dni ali pa vsaj enkrat na mesec srečujejo v organiziranih malih skupinah. Včasih tudi številka malo večja. In pri nas vidimo, koliko ljudi pravzaprav z malimi skupinami nekaj prejme. Jaz sem naredil eno raziskavo oziroma profesor Potočnik pripravi na zakon. Ne. Kot veste, mladi danes se težko odločajo za zakon, tudi v cerkvi. Tam jih je bilo pol, ki so že živeli od 1 do 4 in več let z drugim skupaj. Ne. Ampak ko se pa analizira, zakaj oni pravzaprav bi se radi poročili, ne, se pravi, zakaj bi radi uredili, polovica vstopili pa, ko bi rekel, to, kaj je počasih običajno v zakon, zdaj pa z drugo kulturo, je čisto jasno, da velika večina njih je imela izkušnjo malih skupin. In zakaj zdaj z malimi skupinami tudi pri tem premiku k osebnem in k skupnostnem krščanstvu je dobro, da smo pozorni. Poglejte, ta prva točka tule, ki govori o dvosmerni komunikaciji. Kaj je to dvosmerna komunikacija? Besedo dialog ni enega samega in samo takega
kako bi rekel, razlage tega pojma. Dialog ima seveda več pomenov, eden je pogovor, ampak ni samo pogovor. Buber je govoril o 3 dialogih, recimo v filozofiji Martin Buber kot tudi en sociolog je govoril tudi o 3 načinih komunikacije, imperativna, pragmatična pa dialoška. Zakaj gre, če se osredinimo res v sredino? Dialog ni samo komunikacija med dvema. Poglejte, tukaj imamo enega in tukaj drugega. In zdaj med njima poteka komunikacija. Ne? To še ni dialog. To je lahko samo komunikacija. Kdaj govorimo o pristnem dialogu? Buber to pravi, da takrat, ko se osebe srečajo z drugim kot z osebo. Nekdo drug pravi tako, ko se z drugim v pogovoru ali z gesto ali z enim tretjim načinom srečaš kot z nekom, kot on je, jaz bi dodal, kot on hrepeni, da bi bil. Ne? In ne kot z nekom, ki ga vsak izmed nas rabi kot sredstvo. Vsak izmed nas rabi drugega kot sredstvo, ampak to še ni pristni dialog. Pristni dialog nastopi že takrat, ko se drug z drugim srečamo, po domače rečeno, v srcu. Lahko se s prodajalcem tako srečamo, z nasmehom, včasih to tudi izrazimo. Ne? In ko pride do tega medsebojnega, vzajemnega komuniciranja, ne? Dvosmerne komunikacije, je bistvo dialoga ne samo en z drugim, mož in žena. Ne. Bistvo je, da dialog v tem dialogu, v tej komunikaciji nekaj ustvari. Tu vmes se nekaj zgodi. Tukaj vmes nekaj nastane. A je to spomin, a je to ena konkretna stvar. Povejte, v dialogu v renesansi, kot eno veliko obdobje umetnosti in sploh zgodovine zahodne civilizacije, se je v dialogu z antiko rodila neverjetna stvar. Prešeren naš in njegov krog skupaj s Čopom, pa Smoletom in še s kom, je v soočenju dialoškem z nemško umetnostjo, s francosko umetnostjo. Čop je tako poznal bolj kot ne vse, kar se takrat dogajalo. Ne? In ko so oni komunicirali, Prešeren pa izrazil eno ogromno ustvarjalnost. Ne bom rekel še kaj za druge velike kulture. Ne? Buber sploh pravi, da šele dialoško srečanje dveh kultur je začetek velike, v tem smislu, ustvarjalne civilizacije. Poglejte, kaj smo naredili, ko se je krščanstvo srečalo z Grčijo. To je bilo neverjetno. Ne? Še tisti, ki niso verni, tudi v Sloveniji, profesor Skaza, ki je odličen vsi pravi, po Kristusu je svet drugačen. Pa ni osebno, se mi zdi, veren. Ker ne gre samo za vernost, ampak za to temeljno spoznanje, da grško misel se da uporabiti, ampak šele, ko je prišlo do krščanskega srečanja, se je sužnju vrnilo dostojanstvo. To pravi profesor Skaza. Namreč po Kristusu ni več človeka, ki ne bi imel osebno dostojanstvo. Tega stari vek pri vsem spoštovanju do mnogih odkritij njega ni poznal. Celo več, mislim, da Pavel bi lahko tako rekel, izrecno prav, da ni razlike med sužnjem in svobodnim. Dejansko ni nobene razlike. Pazite, to gre popolnoma proti starem veku. In teh stvari je veliko. Torej, bistvo dialoga je dejansko v tej ustvarjalni moči srečanja. In male skupine so prostor tega srečanja, kjer nihče ne bi smel izpasti iz komunikacije. Če mala skupina je taka, da kdorkoli izpade iz komunikacije, nekaj ne špila. Seveda, ne pomeni pa to, da bi morali v mali skupini vsi, ki so tam biti, z vsakim enakovredni prijatelji. To pa ne gre, ne? Ampak da nišče ne izpade iz te dvosmerne komunikacije. To je zelo pomembna stvar. No, Buber sam prav temu Cvišen, en sociolog, prav pa tako, da samo dialoška komunikacija je ustvarjalna in iz nje se da izid. Drugače, nobena druga komunikacija. Poglejte, debata. Jaz bom prepričal drugega, pa drug mene. Midva ostaneva tujca. Midva res ostaneva tujca.
Pa se lahko na intelektualni ravni spoštujeva, ampak jaz se na ta način z drugim ne morem srečati. Jaz upam, da šel v nebesa in upam, da mi to delimo. Ne? In tam upam, da bom lahko obiskal par ljudi, tudi te, ki sem bral, ne? Ker so mi pomagali to, kar zdaj tukaj rečem, razumeti. Ne? Ker človek se tudi z ljudmi, ki so že umrli, lahko sreča. To je tisto, kar dela človeka. Saj zato pa verujemo v svetnike. Ne? In to je že dolga stvar. No in prav tu, pri tej dvosmerni komunikaciji med člani je začetek male skupnosti kot najbolj temeljnega, poleg družine, v tem majhnem smislu občestvenega življenja oziroma skupnostnega življenja. Iz te komunikacije, ko pridejo ljudje, ki se prej ne poznajo, ne ker so si vnaprej prijatelji, ne ker bi bil kot mož pa žena zavezan tudi zakramentalno, ampak ker jih nekaj druži, se potem rojeva območje zaupanja, sprejemanja in tema, da se delimo naše življenje. Verjetno danes ga ni območja, ki bi lahko nadomestil, vsaj občasno druženje v malih skupinah. Zakaj? Kasneje bom malo o tej družbeni analizi povedal, ne? Danes ni širšega sorodstva, ki bi večini ljudi pokril srečavanje na tej ravni. Danes ni lokalno obarvanih trajnih združevanj ali pa takih občasnih, kot je recimo včasih tudi ličkanje. Ne? Se pravi, so se sami po sebi srečali. Ne? Zdaj, ki je internet, pa tako še otroci ne grejo na igrišče, ampak prek Facebooka in sicer komunicirajo drug z drugim. Ne? Torej, kje najti drugega, ki ni tisti, ki ti je tako intimno blizu, ampak je upoštevanja vreden drugi in s katerim začneš komunicirati. Tukaj je pa v tako rekoč vseh cerkvenih laičnih gibanjih in mnogih okvirih cerkve v župnijskem okolju mala skupina kot tisti prvi prostor, kjer se ta dinamika razvija. Zdaj, zelo pomembno pa bi tu le rekel, je to ne samo, da sprejmemo drugega, kot on je, ampak tudi po tem, kar on hrepeni. Ker če želimo pristno skupnost gojiti, je pomembno, da gojimo in spomin in vizijo. In včasih je celo človek bolj to, po čemer hrepeni, kot to, kar je. Po čemer se steguje, mogoče več pove o človeku, kot to, kar lahko že pokaže. In potem človek postaja tisto, kar po čemer hrepeni. Tretja pomembna stvar, ki je povezana z malimi skupinami, je to so, pogledajte, človek ne živi samo v intimnem svetu, človek živi tudi v velikem svetu. In med velikim svetom države, recimo, ali pa velike cerkve, in majhnim svetom nas posameznik je velik razpon. Že župnija je tako daleč od posameznikov, da ljudje, če hodijo samo k maši v župnijo, se počutijo precej pogosto ne vključene, ampak samo po obredih vključene, se pravi ne celovito. Zato moramo mi poseliti ves umestni prostor, če želimo človeka zajeti malo bolj celovito. In to cerkev ve, in to vsi drugi tudi vejo, seveda. Zato imamo poleg, ko bi rekel, če gremo v sodobnem svetu gledati, poleg posameznikov, oseb, družin, potem male skupine, potem razna civilna združenja, gibanja in potem naprej še širš in potem pride še država. Ne. V cerkvi imamo med župnijo pa posameznikom tudi male skupine, pa združenja in potem še naprej do papeža je še kaj. Ne. Zakaj to? Ker človek ne more v tem velikem svetu nekaj participirati dejavno. Človek je pa najprej poklican k temu, da nekaj deluje, da nekaj ustvarja, da z nečim pripomore k življenju sveta. In zato je ta umestni prostor, tisti prostor, ki je najbolj pisan, tako rečemo, človeku na kožo, da ni samo igralec, kot drugi diktirajo, ampak da je sooblikovalec življenja. V družinah, mame ali kakorkoli že, vi boste postregle na svoj način. Tudi če kakšna knjiga lahko kaj odpre, tista potica je vaša. Jaz skoraj še nisem srečal človeka, ki bi ne bi rekel v mladih letih, da potica od babice je, veste, to ni tako potica. Ne. Tudi pol časih reče otroci, da mami ti še ne znaš tako dobro. Ne.
To je tisto, kar je izvirno pri skupnem. In tukaj, v tem umestnem prostoru, človek lahko izrazi sebe s časoma. Seveda, je treba biti previden, ne preveč, ne prehitro temu prostoru pripisati. Ne? A recimo v tistih, jaz sem delal tudi raziskavo, malih skupinah, ki so trajne, kot so recimo molitvene skupine, biblične skupine, pa v cerkvenih gibanjih tako ali tako večinoma gibanj tako dela, ne, se pokaže par zelo pomembnih stvari. Tam je ena uravnovešena rast, uravnovešena povezanost, med osebno rastjo in med rastjo skupnosti. Če skupaj zadeva ne raste, če stvari niso tako oblikovane, da vsak najde en košček za svojo rast in tudi skupaj, potem se zelo hitro zgodi, ne samo, da je taka skupina ali pa tako gibanje v krizi, ampak lahko propade. In to zelo hitro. Zakaj? Ker se oseba, če govorimo o cerkvi, molitev, praksa in vse skupaj, kar stvori poslanstvo in celoto, mora tako povezati, da če nekaj manjka, se s časoma iztroši. Kaj bi bil pa nek red v cerkvi brez poslanstva? Nemogoče. Po drugi strani, pa kaj bi bilo poslanstvo, če ga odrežemo od identitete in postavlja samo še dejavnost, in temu se pošteno reče aktivizem. Ne? Torej, kako tukaj najti eno uravnovešenje vseh dejavnikov, ki so pomembni, je pomembna stvar. In izkazali se, da tiste male skupine so najbolj ugodno okolje, kjer se hkrati dela več stvari. Tukaj smo 3 stvari pokazali, v ameriški raziskavi je to zelo jasno pokazano. Kateri ljudje so imeli potem to, kar je na presenečenje v raziskave imeli to odzivnost iz malih skupin, da so navzdol do družine in navzgor, se pravi dejavnosti v javnem prostoru, bi bolj zavzeti. To je bilo presenečenje. Ne? Zelo pogosto pravimo, v malih skupinah se delajo ljudje za zasebnost. In tudi ta, ker raziskoval v Ameriki, je bil močno presenečen, da zasebnost ni vodi. Ampak večinoma, ko se skupina tako razvija, pa ni treba, da je cerkvena, tam so anonimni alkoholiki, različna društvene dejavnosti, različnih, ko bi rekel, virov po vsebini in tudi po pogledih, mali skupini imajo pa veliko skupnega. Ti ljudje so bolj uspešno reševali probleme v lastnih družinah in ti ljudje so bolj bili aktivni v širši družbi. Se pravi, imeli so občutek bolj razvit, skupina mi je pomagala bolj razvit občutek do soodgovornosti do lokalnega okolja, temu, kar rečemo najprej Caritas, neposredna pomoč, potem pa tudi delovanja v družbi na druge načine. Ne. Zakaj je to možno? Ker v skupinah se res nekako celovito človek poveže. Če se ne poveže, bolj ne zdrži in gre ven. In zato so pa te 3 vidiki zelo na nek način povedni. Prvič, skupina, če koliko to vzela, se odziva na potrebe članov. Skupina ni idejni projekt. Ampak skupina in člani dihajo tako, da skupina prisluhne. Skupine mora najprej tisti, ki je formalni ali pa naravno imeti ta posluh. Ne? Se pravi, poslušanje in odzivnost. Drugič, skupina je z okoljem povezana. Okolje je pa seveda večplastno, in cerkveno, in lokalno, in majhno, bližnje in širše. Ne? In tretja stvar, ki je, skupina se zna soočati z negativnimi vidiki mentalitete, ki danes zagotovo ni naklonjena človeku. Ne? Mentaliteta individualizma, potrošništva, množičnih medijev in tako lahko naštejemo, to gotovo naredila človeka bolj polno človeka. Ne? Mi bi mogli dejansko razviti protikulturo. Ni nobene druge možnosti, po moje. Mi smo protikulturni ljudje. To se mogoče sliši mičken čudno, ne? Ampak poglejte,
Če greste samo korak naprej od subjektivizma, ki tako vlada, ne boste morali več objektivno priznati veroizpovedi. In kakšni kristjani smo, če ne priznamo več nicejsko-carigrajske veroizpovedi? Kaj še ostane od naše vere, če se ne vrnemo k tem koreninam, ki nas delajo kot ljudje? Torej, povezati objektivno stvarnost in osebno doživljanje, ne način subjektivizma, ampak na način osebne pripadnosti, deljenja življenja, skupnega iskanja in potem se še kaj razvije. Ne? Eno skušnjavo bi pa vendarle opozoril tukaj, ki je zelo pomembna skupina, ni dobro, da je bila preveč zazrta vase. Ker potem postava enklava, kjer se ljudje dobro počutijo, ne delijo pa celote življenja. Ko se dela raziskavo, je kar nekaj takih skupin v Ameriki in tudi pri nas. Ne? Zelo pogosto so nekateri v cerkvi nezaupljivi do malih skupin, češ da te male skupine se grejo zase nekaj. Tako kot je na eni strani to skušnjava, je na drugi strani skušnjava prevelik aktivizem. Ne? No in še tretja skušnjava je zelo močna. Včasih kakšen, ki ima moč zgoraj, tudi morda škof, ali pa duhovnik, ali pa druga stvar, ki je močna, to skupino skuša imeti kot svojo podaljšano roko. Pri politiki je stvar čisto jasna. To hitro lahko vidite, katera civilna združenja so v bistvu podaljšane roke nekaterih strank. Ne. To ni v polnem smislu malo zelo. Polna skupina svojo identiteto gradi iz medsebojnosti članov, ampak to ni v notranji izolaciji, ampak v odnosu navzdol do okolja, odkoder ljudje prihajajo, družinskega ali katerega koli že, in okolju navzgor, do širše skupnosti. Če to prenesemo v župnijski okvir, skupina, ki nima občutka do posameznikov po eni strani, odkoder prihajajo vrstnikov in tako naprej, in do župnije, ne, ta skupina je še potrebna kar precej rasti. Ne. Zelo nevarno pa je, da bi župnik rad eno skupino, ki bi delala zanj. Ta skupina lahko deluje nekaj časa, ampak se bojim, da ljudje se bodo s časoma utrudili. Skupina mora sama prepoznati, da ne more drugače živeti, kot je v odnosu do širšega okolja cerkve. Zakaj? Ker je po naravi stvar taka. Ne. Tukaj bi bilo potem smiselno spregovoriti malo več o res pristnih odnosih skupnosti. Zdaj časa ni, bi samo omenil kratko, pa bi povabil res, da preberete. Bojte, o pristnih odnosih skupnosti ali pa o pristnih občestvenih okoljih. Mislim, da je zelo dobro, da se res tega dneva. Če mi postavimo 5 posameznih stvari skupaj, to še ni skupnost ali občestvo. Družina ni vsota članov, ki sestavlja družino. V notranjem življenju se nekaj dogodi. Recimo, zadnjič sem srečal iz Fare eno kolegico, sem pohvalil eno kapo, ne? Luštna kapa je bila. No, ona je tudi tako luštna mamica. Po maši srečujemo ene parov in se potem tudi tako poznamo. Ne? No, in je rekla, ja, ampak to mi pa mož kupil. Ne? Tega ne vemo mi. To je tisto, kar dela povezanost. Ne? In tega ne dobiš, če sestaviš posameznike. To je tisto, kar dela skupnost kot skupnost. Skupnost ima medsebojne povezave, brez katerih skupnost ne more obstajati. No, in zato je smiselno govoriti o trajnih skupnostnih okoljih oziroma trajnih občestvih in saj, da se ta odnos tako pokaže kdaj. Jaz sem srečal toliko ljudi na kratek čas, ko smo bili povezani, kot da bi se poznali, ne vem, celo življenje. To je odnos skupnosti, ki ga človek doživi. Greš v tujino in s kakšnim kristjanom, pa tudi ne kristjanom, ne? Se srečaš kot človek s človekom, kot da si že od nekdaj skupaj. Zakaj? Ker nas nekaj povezuje, ker imamo neko skupno vizijo, karkoli že. Ne? To je zelo pomembno. In pri tem je huda nevarnost, da bi preveč zapadali temu, da moramo biti vsi enaki. Ne? V slovenščini
bi jaz rajši rekel, uporabljamo besedo edinost kot enotnost, ker enotnost lahko dela tako malo prisilno enotnost, ne, da imamo iste obleke. Ne. Edinost pomeni pa, da v jedru nas noben ne more ločiti. Mi smo v jedru edini, pa tudi, če smo se čisto različni po drugih stvareh. Ne. To sem videl, ko sem bil pri Evharistiji na srečanju, ekumenskem srečanju v Sibiuju, tem velikem srečanju, armenska cerkev. Tam so bili škofje, vsi so bili zlato oblečeni. Dva nista imela enakih zlatih oblačil. En bolj na rumeno, en bolj na rdečo, en bolj na zeleno. In so bili vsi različni, pa vsi edini. Pri nas na zahodu, ker smo malo izgubili duha, ne, včasih pa postavljamo, da moramo biti tako, ne, poštanceno enaki, ker jaz ne bi rekel, da je povsem narobe, ampak vendarle bi spodbudil, da se znamo videti v različnosti, ampak hkrati iskati edinost. In duh je tisti, ne, kolikor je meni posredovan strani teologov in mojih duhovnih voditeljev, zlasti bi priporočal knjigo Tomaža Špidlika, ta modra knjiga, ne, duhovne osnove življenja, ker je res kompendij, se mi zdi, celotne cerkve noter v izkustveni govorici izražen. Ne. Tukaj je, glejte, vez tega, da duh daje različnost in edinost hkrati. Brez duha naša različnost vodi, da se razidemo. Če imamo duha, pa ne moramo biti monolitni. Duh daje vedno različnost, novost. Duh je vedno novost v cerkvi. Ne? In zato je zelo pomembno, da se znamo nekako orientirati, živeti v pluralizmu, da, ampak živeti celovito. Različni deli med seboj povezani v celoto, ne pa totalno, ker tiste pomujoče. Zdaj, člani, podobno, ne samo po identiteti, je smiselno podobno biti povezan z jedrom spomina identitete in pustiti, ali celo jaz rekel, gojiti novost. Resnično izročilo ni tradicionalizem, ko imate enako obliko ali pa folklora, ne, ki je sicer lepa zvideti, ne pomaga pa kaj dosti k konkretnemu življenju. Ko pa iz folklore povlečete eno vsebino in recimo spečete krasno gibanico, pa veste, da gibanice niso po kopitu narejene, ampak imajo mičken pečata tega, ki ustvarja. Ne. Takrat se pa tradicija in izročilo povežeta z novostjo in nastane tisto, kar po identiteti je enako, po izrazu je pa novi generaciji primerno. In nove generacije mladih so tako drugačne, kot je recimo naša generacija, ki smo zdaj okrog 50, da mi moramo dejansko prisluhniti tem novim generacijam. In jim prenesti izročilo na komunikacijski način, ki ga bodo oni sprejeli. Ker če bomo hoteli na naš način, ne bo delovali. Potem smo, ko bi rekel, žalostni, ker nočejo živeti, kot mi vidimo, da bi bilo dobro živeti. Ne? Pa ne, da smo mi narobe živeli, ampak za tisti čas je bilo nekaj dobrega, kar ni nujno dobro, da je še zdaj. Ko so raziskovali v Ameriki male skupine, je čisto očitno. To, kar je bilo v 80-ih letih dobro, v 90-ih ni delovalo. Torej, treba poiskati način za nove generacije in nove okoliščine življenja. No, zelo pomembna stvar, kar res ne bi rad želel, da to izgubimo, oseba ima zmeraj prednost pred skupnostjo in pred malo skupino. Bistveno v družini in naprej v mali skupini in v vsakem gibanju cerkvenem in v vsaki župniji je to, da bi človeku pomagali odkriti, kdo on je. In da bi z enim paketom pomoči, ki recimo v družini bi starši pa sicer radi dali otroku, ga opremili, da bo njegovo poslanstvo živo. Pa mora pa družina zapustiti. In ni namen malih skupin, da bi vsi v malih skupinah ostali. In ni namen okoli skupnosti, da bi vsi ostali v teh okoljih, ampak da bi v teh okoljih prepoznali res svojo enkratnost, svojo izvirnost, ker brez tega pa človek ne prepozna klica pogosto. Včasih je hudo, ko te kdo zapušča, ampak skupina bi bila lahko vesela, da je nekomu pomagala prepoznati, kdo on pravzaprav je v Božjih očeh in kam naj gre. To je včasih težko, vse poznati mati Terezo. Ona je mogla zapustiti red,
In še kakšen drug primer, zakaj. Zdaj ta red slab. Jaz mislim, da brez tega reda ona ne bi prepoznala, kje je njen klic. To je zgodba, ki je zunaj logike razuma, ampak je logike izkustvene duhovnosti, izkustvenega življenja. Jaz res polagam upanje na izkustvo. Ampak tisto izkustvo, ki poveže življenje, tudi s tem, kar ima človek zmožnosti, torej z razumom, spominom, razlikovanjem, z vsem tem, kar nas dela ljudi kot celovita bitja. In še ena varovalka, pripadati samo eni skupnosti je nevarno. Ker tisto skupnost pa piše včasih z veliko, človeku je zelo pogosto v dobro, da pripada več skupnostim. No, se mi tako pripadamo več skupnostim. Pripadamo Slovencem, pripadamo lokalni cerkvi, pripadamo vesoljni cerkvi in še to sestavimo, mnogi pripadamo družini. To je zelo pomembno, ker sicer postane tista skupnost lahko zelo nevarno okolje. Poglejte, kaj so naredili tisti, ki so skupnost zelo rabili in naredili ideologijo, ki je nad drugimi. To je pisati pa skupnost ali pa civilizacija ali pa občestvo za veliko, kot da drugi niso. To je iz življenja ven narejena analiza. Zdaj, za cerkvene skupnosti mi tukaj ne moramo pogledati, bi najprej to, kar je spodaj napisano, poudaril. Sedanji papež je bil na srečanju cerkvenih gibanj, združenj in skupnosti, to je bilo pred Binkoštmi, pred letom 2000, zelo jasen. Njega smo imeli, ko smo tam bili, jaz sem bil tam kot delegat ene izmed cerkvenih združenj, tako malo zahladnega, ker je bil takrat v javnosti znan kot teolog. On je spregovoril zelo osebno. Nam je, ko bi rekel, povsem razbremenil, pa jaz nisem bil osebno toliko, ampak se je malo slišal tako, veste, tako čutenje. On je spregovoril maksimalno osebno. Tako kot je tudi zdaj, se mi zdi, v tem pontifikatu združil res vrhunsko teologijo z zelo osebnim vstopom. In tega manjka, da znamo mi biti ne naivni, ampak osebni z vsem, kar zmoremo. No, on je rekel, da dve pljučni krili sta Petrinska cerkev in Pavlinska cerkev, oziroma Marijanska cerkev. In verjetno ni izhoda drugega, kot da ti dve cerkvi znata sobivati in si pomagati. In druga stvar, ki tudi poznamo, mislim, da ni izhoda, če ne povežemo vzhodne cerkve in zahodne cerkve. Evropa je tako uboga. In tretja stvar, če ne povežemo izročila in sodobnosti. Mi smo v tem času, da če bomo tako živeli, bo krasno. Mi živimo v tako lepem času. Naš čas je najlepših. To se nisem jaz spomnil. To je rekel Janez Pavel II. Marko Rupnikov. Zakaj? To je javno enkrat povedal, ker se je Rupnik tudi začudil. Takrat, ko so začeli to kapelo, kot veste, Redemptoris Mater, so bili različni tudi pogovori, neformalni in je, če se prav spomnim, šlo v tej smeri, da je papež rekel, jaz sem srečen papež, ker kar naprej poslušam poročila in dobivam, kako se ljudje po malih skupinah srečujejo in skupaj molijo. To ni bilo vedno v cerkvi. Cerkev je zelo živa, ampak ni to cerkev kvantitete po množici, ampak je cerkev, kjer se ljudje res zbirajo in iščejo ena pota življenja. Veste, Pater Pi, ki je res velik svetnik, on je pomagal, da so se oblikovale molitvene skupine na mnogih koncih. A veste, kdo je dal denar za res velik mozaik, ki je pri Patru Pi narejen. To so bile molitvene skupine iz Filipinov, ki niso najbolj bogata dežela sveta. To rojeva nekaj tako lepega. Zato je smiselno iskati ta prostorja, ampak ta prostorja naj ne bojo podaljšana roka nekih idej, ampak ta prostorja naj postanejo res prostora življenja. Zakonci prek zakona pridejo k celovitosti. Molitvena skupina biblična prek tega pride k celovitosti. Da pridemo do celovitosti življenja. Zato je potrebno seveda kar nekaj let, ampak to je vredno vlagati. Zdaj, tiste skupnosti v cerkvi, laična gibanja in združenja imajo 4 temeljne elemente, ki so kot
noge pri mizi ali pa pri stolu. En manjka in to ne stoji. Evharistija, molitev in sicer duhovnost, skupnost, torej medsebojna povezanost, osebna rast in prepoznavanje poklicanosti in poslanstva in potem apostolat. Če apostolata ni, raziskave kažejo, skupnost začne hirati ali se celo lahko razide. In to sredi konkretne družbe. En primer, zelo živ, meni je zelo stopil v srce, eno špansko gibanje, ki ni mednarodno. Jaz sem bil ravno takrat v tujini, ko so mi tudi to posredovali, ne, je imelo duhovne poklice, družine z veliko otroci. Skratka, po vseh teh elementarnih, bi človek rekel, kriterijih je izpolnjeval, to je res znotraj cerkve pomembna, živa zadeva. So otroci postali tam nekje 20 plus minus, so rekli, veste kaj, najlepša hvala, ker ste nam veliko odprli, ampak mi ne moramo tako živeti. Vi niste nas navadili živeti v svetu, kakršen je. Bistvo skupnosti je pa, da znamo živeti sredi sveta in da pomagamo človeku živeti v svetu, kakršen je. Če tega ne delamo z našimi skupnostmi, ne, jaz se bojim, da nas bojo zapustili, če bojo pa videli to, pa se ne bojo pa največ pridružili. Zakaj? Ker nas bojo videli, koliko smo med seboj veseli. Saj v prvi cerkvi se niso pridružili, ko bi rekel, kristjanom, zaradi, kaj jaz vem, ker kristjani so to pa to izpolnjevali. Ne. Ampak seveda, koliko je lepo življenje med njimi in je to tako prepričljivo, da so se jim pridružili. Ne. In je res lepo življenje, tako lepo življenje. Mi bi mogli biti toliko veseli, kristjani, zakaj? Jaz se včasih mičkam pohecam, pogledajte, pa kje je toliko svobode kot v krščanstvu? Nikjer. Res nikjer. Še jaz, ki sem poročen, ali vsak je poročen, če se jaz ne bi svobodno odločil, ali žena, ali bi ta zakon sploh veljal. Brez svobode ni ničesar. Zakaj? Ker brez svobode ni ljubezni. Ljubezen ima svobodo kot en najbolj temeljnih elementov. Ljubezni ni prisile. Seveda, ljubezen pa ni svoboda kar tako od. Ljubezen je zavezujoča svoboda. Jezus je čisto prostovoljno sprejel to, ker je bilo znotraj konteksta odnosa z očetom. Ne. To ni prisila. Ampak tukaj je veličina in drama nas samih. Ne. Zdaj, čas nisem dobro preračunal, oprostite, ampak nas sil, da ne moramo iti po predavanju, ampak bi samo nekaj točk tukaj nakazal pri družbeni analizi. 3 stvari kratke. Prvič, jaz osebno menim, da te vsebine tukaj gor napisane, to so pa inkulturacija, se pravi odnos med vero in kulturo, simbol kot sredstvo izraza, izkustvo, ne znanje, ampak izkustveno znanje, ki se pa ne more govoriti brez medosebnega, skupnostnega, občestvenega in sicer življenja in različovanja so ključne stvari, če želimo vstopiti v nekaj novega. Jaz ne vem, koliko mi je blizu recimo Rupnikovo izražanje v mozaikih, ne? Ampak tisto, kar mislim, da je zelo veliko, je to, da on je uspel prek simbola združiti preteklost in sedanjost. In to je zelo sodobno. To je čist postmoderna. Tista postmoderna, ki ni krščanstva, išče vire v daljni preteklosti. Bolj, ko so ezoterične stvari stare, ne, bolj močne so. Ne. To je zelo postmodern občutek. Ampak to s sodobnostjo skupaj prepeljati. Ne. In sporočilo simbola, ne sporočilo, ko bi rekel, naravnega izraza, fotografskega, ampak simbolnega. Kaj je simbol? Simbol je tako močna stvar, da vedno znova ljudi nagori sam po sebi. Ker simbol se izraža tako, da človek z intuicijo ga ujame. Jaz sem parkrat peljal tujce, par muzikov pogledati v Sloveniji, ne? In me vedno s presenečenjem sprašujejo, kaj pa to pa ono, a je to, pa je to.
Ker simbol ima moč, da se razkriva in nihče ga ne more ujeti v svoje. Ampak simbol tudi povezuje. Vsi naš simbol, ne samo križa, ne. Mnogih drugih stvari točno to dela. Ne. In se mi zdi, da če hočemo iziti iz te dobe, ki je tako lepa po eni strani in tako težka po drugi strani, je dobro se ozreti na pozni helenizem, to, kar je čisto prva točka in sem v knjigi mičkeno več razvil. Krščanstvo je prišlo s simbolom kot taka novost, da je povsem, čisto nekaj povsem novega spregovoril. Povejte, kakšna modrost je bila v puščavnikih. Medtem ko Origen, pa kapadokijski učetje, to so vrhunci inteligence. Ampak to ni racionalno razdeljena znanja. To je simbolno znanje, izkustveno znanje, ki je pa predelano z vso sposobnostjo človekovega razuma. In danes mnogi berejo cerkvene očete. Puščavniki so popularna branja. Zakaj? Ker se v tem prepoznamo, da odgovorijo na naša vprašanja. In mislim, da res je tam vir za novo kulturo. Ne? Tukaj pa potem bodite pozorni, to ni 10-leten projekt. Da se razvije nova kultura, v tem smislu tudi, ker je Janez Pavel II. Rekel, kultura življenja, ne? Civilizacija ljubezni, to je 150-250 let mimogrede. Vse veste v Svetem pismu. Stvari, ki jih delamo, se pozna 5-7 rodov, to je običajno. Ne? Dobro se pozna malo dalj, hudo malo manj, ne? Ampak to ni stvar en rod. In tudi psihologija danes priznava, ne? Da se kaže ta stvar. V preteklosti tako veliki prehodi, kot je naš prehod. Ne? Danes vsi govorijo o krizi morale, pa ne vem še čem. Ne? Tisti, ki še 20 let nazaj tega niso hoteli priznati. Ne? Jaz mislim, da nismo v krizi morale. Pa niti ne v krizi cerkve. Vse to drži, smo, ampak mi smo predvsem v krizi substance zahodne civilizacije. Poglejte, samo to, en azijski učitelj pride, jaz ne vem, da bi bil tam problem brezposelnosti, takoj dobi učence. Zakaj? Ker je substanca naše zdaj tako šibka, da ljudje iščejo nekaj, kar bi se oprijeli. In mislim, da moramo mi najprej skrbeti za to substanco in iz nje ven graditi življenja. Ne biti samo z vrednotami zadovoljni, ampak tisto, kar nam daje, da bomo vrednote utemeljili in jih lahko živeli. To je pa zagotovo osebno izkustvo in modrost, ne samo znanje, ki je naučeno, ampak pričevanje, ki je tako močno, da so ljudje dali tudi življenje za to. Zdaj, meni je res mičken neroden. Zahodnjaki so me včasih spraševali, se pravi, ko je človek na zahod, kako to, da ste vi ohranili vero? Ker po vseh logičnih zadevah razuma vera pod komunizmom bi mogla bolj pasti kot v demokraciji. Dejstvo je, da je Zahod zelo sekulariziran, bolj kot večino Srednje Evrope s par izjavami. Mi bi se mogli spomniti, kaj nam je omogočilo, da smo uspeli ohraniti vero. In to življenje je tako močno, da mora biti močnejši kot nauki nekih znanstvenikov iz Zahoda, tudi moje osebne nauk. Ne? Če življenje ne kaže, da je to možno, pa bi mogli to dati pod mičkeno vprašanje. Življenje je močnejše kot nauk. Če je nekdo dal življenje, pa poslušamo, kako je on zaupal Jezusu, da je dal življenje kot mučenec. Ne iti tam se preveč političnih govorov. Ne? Na grobove mučencev pojmo srkati to, da so mučenci pokazali, tako kot že v starih časih, ne? Od Nerona naprej, ne na to, da je Neron narobe delal, na Božjo slavo, na Božje usmiljanje, na to. Ne? Tega ne more narediti pogani, to lahko samo kristjani naredimo. In če kljub omejitvi 5 minut si vzamem še za tole, pogledajte, Gallagher, ki je en res velikih duhov zahodne misli, tudi profesor je bil in dekan Gregoriane, ne, on je izdal tole knjigo Trk ali spopad simbolov. Ne. On pravi, da je duhovno razločevanje kulture ena ključnih stvari prihodnosti. Je dal primer, ko je bil na Teološki v Ljubljani, 2
res različnih kultur, če veste, kaj so ti alternativci, ki imajo obarvane lase pa in poslušajo glasbo in ene stare gospe z vozičkom, ker ne more brez vozička več iti v trgovino. Ne? Ampak, ko so se oni srečali, fotografija je to zelo odlično pokazala, pred hišico so si bili edini. Če pride do srečanja, je možna pot naprej. Če gledamo pa zunanje oblike, pa ni možne poti. In tukaj, kristjani, imamo nekaj izrazov, da ne gremo niti ne v relativizem, niti ne v fundamentalizem, ampak res v pristno dialoškost. Ne. Drugače pa nekaj je treba še paziti. Paziti je treba, da bi delali, kot je bilo pred, kaj se je mogoče v kakšni vasi, še 2 generacije nazaj. Danes je svet razsrediščen in lokalno okolje, šola, družina, cerkev, služba, kulturne stvari ne grejo v isto smer. Še 3 generacije nazaj, druge pa 6 mogoče, so šli stvari v isto smer. Vseeno, kje si bil, moralni svet je bil identičen. Danes tega ni. Torej, kako mlademu človeku omogočiti, da bo preživel v vseh teh svetovih, kjer on živi, ne? In da ne bo vera postala samo prostor za ta svet znotraj cerkve. Ne? Iskati sogovornika v teh svetovih tisti, ki spoštuje človeka in s katerim se da priti skupaj. To je prav koncilski izraz, ne? Z ljudmi dobre volje. Jaz mislim, da niso v vseh teh prostorih ljudje nujno slabi. Jaz sem srečal nekaj ljudi, ki so sekularni, ki so izjemni. Ne? In mi moramo skušati najti stik s tistimi ljudmi, ki jim ni vseeno, kam gre svet, kam grejo naši odnosi. Ampak tudi mladim to že pomagati iskati v njihovih prostorih. Ne? Sicer na svet je, kot sem prej rekel, po eni strani čudovit, po drugi strani pa zelo težek. Ne? Torej, kako bomo zdaj usmerili, se je malo od nas odvisno. Upam, da ne bo videl prehud, ne. Malo smo spustili, ker nič hudega. 6 točk bi rad pa za konec dal. Poglejte, kako bi zdaj, po moje, bilo smiselno biti pozoren, da bi počasi oblikovali ne samo majhne kroge, kjer je življenje zelo veliko, ampak tudi počasi eno kulturo, ki bi se med nami gojila in ki bi bila ena relevantna kultura, ki zdrži, ne? Da se ne bi kar naprej tresli, da nas bojo tako dol potiskali. Najprej se mi zdi, da je dobro, da ljudi skušamo videti v dejanskem okolju življenja. Kaj pomaga nek moralni nauk? Ne, glejmo življenje, kot je, in od tam naprej skušamo najti odgovora. Ne? Tudi solidarnost, tudi sogovorniki in še kaj. In potem nekako celovito sliko pokazati mladim. Ne jih imeti samo pri mladih, zdaj to je namenjen prav za katehezo. Povejte, ne jih imeti samo v tistem okolju vrstnikov. Naj mladi vidijo celoto življenja. To je zelo pomemben. Zakaj je zelo pomemben? Osebno menim, da zato, ker šele, ko bodo sebe umestili v to celoto, bodo dejansko lahko malo prepoznali, zakaj je smiselno. Sicer se, če boste izvajali katehezo kot v šoli, ne, meni so to otroci velikokrat rekli moji, ne, to sem pa že slišal. Mi moramo biti drugačni. Mi moramo biti tako, da jih znamo celovito povedati, ker šola ne zna celovito povedati življenja in znanja. Torej, naše znanje seveda je pomembno, ampak znanje z življenjem v cel krog. To pa lahko vidiš, ko sebe umestiš v širšo cerkev. Tretja stvar, čudenje prebuditi pri mladih. Ne. Jaz mislim, da angele bo treba spet klicati. Ne. New Age kliče polno angelov, prej, ko smo malo omenili. Ne. Torej, mi moramo naše angele poklicati. Ne. Tukaj sem 2 citata. Mene je res močno nagovorilo to, da je, nisem tega prej vedel, letos sem imel priliko, da sem bil v duhovnih vajah skupaj z mnogimi duhovniki pri Patru Piju
in je tudi Marko Rupnik malo razložil to mozaik, no, in tam v tisti razlagi je tudi to, kar tudi človek lahko v tekstu najde. Svet Frančišek, ki gotovo je največji svetnikov, ne, je bil toliko ponižen, da je šel do svetega Mihaela na Grgano in ni vstopil v to jamo, ker to je preveč, on je preveč že, da bi vstopil. In je vstopil. Pa pazite, veste, kje je Asizi in kje je tam skoraj na jugu Italije, to je za peš kar nekaj. Ne. In pi, ne, to sta bila svetnika, ki sta se zatekala k Mihaelu zelo močno. Ne. Zakaj? Ker v duhovnem boju človek ne more črpati svoje še tako močne osebnosti. Človek lahko črpa samo iz duha in tisti, ki po duhu pomagajo, to so pa angeli. Ne. Danes, ko je toliko duhovnega boja, ne, prav zlo, jaz tako malo pozornim stvari, veste, prav zlo se širi, ne. Huj zlo, kot je bilo včasih, ne. Tudi znotraj cerkve je zla, povejte, kam je ta papež, ki se zdaj poslal, bil vržen. Ne? Jaz ne vem, kdo od nas bi se počutil v eni organizaciji, ko se razkrijajo stvari, ki so bile znotraj tako hude. Ne? Ker pedofilija, to je huda stvar. Ne, da je to nasproti učenju. Seveda je to nasproti učenju, ne? Ampak če to rečeš, nič nisi povedal. Tukaj v zadnji dejansko boj za zlom, ne? To, kar je bil, ne? Pil je ves čas, pater Pij je ves čas bil duhovni boj in pravi, da ga zdaj pa zgoraj bije, v nebesih duhovni boj za nas. Ne? Mi se moramo s temi močnimi angeli res povezati in svetniki. Zakaj? Ker potem je duhovni boj mogoč, drugače pa ne moramo. Ampak ne svetniki vzeti naivno. Svetniki so imeli spreobrnenje, ki je bilo včasih drama, za veliko večino. Ne? Svetniki niso bili brez krvi in mesa. Torej, dajte mladim svetnike predstaviti tako, da bi mladi videli, da ne gre za nek ideal, ampak gre za stvarnega človeka, ki je pa pokazal, da se da živeti. In imel težave, ima na zadnjem času tudi s cerkvijo. Ne? Zakaj? Ker cerkev tudi tako ne vidi vsega. Ampak ne pozabiti, jaz sem to študentom razlagal, pa so bili pa eni toliko veseli, ker sem to rekel. Povejte, ko sta Janez pa Peter tam tekla, ne, ko je Marija Magdalena sporočila, ne, tam, kdo je bolj hitro tekel? Janez, to so mistiki. In oni vedno tečejo hitrejši. Mistiki to vedno hitrejši tečejo. Ampak kaj Janez naredil? Se je ustavil pred grobom in dal prednost Petru. Zdaj, koliko je to podobno Petrinski pa Pavlinski cerkvi, sami lahko presodite, ne? To je to, ne? Pa druga stvar, ki pa bolj strašna, ko so trije kralji prišli v Jeruzalem, ne, kdo jim je povedal, kje naj se Jezus rodi, ker zvezde več ni bilo? Herod ni vedel, torej je zbral velike duhovnike pismouke, ne, in svetopismo prav, da pismouki so hitro ugotovili, ne, Betlehem, jasno. Pazite, jaz sem tisti, ki naj bi bil nosilc strokovnjakov, ne. Meni je vedno težko, ne, zdaj rekel lani celo svojim študentom, dajte molite za nas, ki smo strokovnjaki, ne, poznavalci, česarkoli. Ti strokovnjaki niso šli v Betlehem. To so vedeli, pa jih znanje ni napotilo k življenju. Znanje ni dobro samo po sebi. Znanje je dobro šele, ko je z življenjem povezano. Znanje je lahko škodljivo. Mi rabimo modrost, modrostno znanje. Modrost je pa iz izkušnje. In danes je čisto gotovo, da ljudje iščemo izkušnjo življenja. Potem povezanost laikov, duhovnikov, redovnikov. Dobro, pa o malih skupinah smo že rekli, ampak tukaj bi potem rekel, res zadnje dve točke, to, ker je 6 in 7, pogledajte, mi dajmo delati na poosebljanju, ne na individualizaciji. Poosebljanje je blizu mogoče individualizaciji v kakšnem vidiku, ne? Ampak je popolnoma drugačno, ker osebo jemlješ v njegovih odnosih, v njegovih kulturah, okoljih, v njegovih medsebojnih okoljih, ne kot posameznika. Ga pa ne daš v maso, ampak ga daš v okolja skupnostnega.
Druga stvar, na pluralizem. Ne za fundamentalizmom vsi smo glih odgovoriti. To, kar recimo poznamo pri islamu zelo močno danes. Ne s tem, dajmo iskati edinost v različnosti. Na potrošništvo. A veste, da smo mi lahko romarji, ki so potrošniki. No, romarji, ki smo potrošniki, ne moramo biti, ker pa nismo romarji. Ampak romarski turizem se lahko izvaja kot potrošništvo. Mi lahko gremo do Romarja, da bomo nekaj doživeli. Ampak če tega ne reflektiramo, če tega roman, kako bi rekel, te poti ne povežemo s svojim življenjem, smo mi lahko potrošniki teh poti. Če pa povežemo s svojim življenjem, če naredimo refleksijo, ki nam tisto prostorje poveže z našim prostorjem, potem je to izkustvo, največ doživetje in potem se naš dom povečuje. Postmoderni človek je lahko vagabund, lahko je pa romar. Kaj bomo? Malo je od nas odvisno. Ampak romar reflektira. In roman gre iz prostora doma v drug prostor, ki je doma. Vagabund pa ne ve, kje je doma. Potrošnik tudi ne ve, kje je doma. Torej, refleksija, mislim, da je zelo pomembna. In še zadnja stvar, tudi bi se pa naredil na Škofovsko sinodo lansko, ko sem že rekel, povedajte, razločevanje toliko velikokrat nastopa zaradi česa. Ker brez razločevanja mi niti ne moramo, kot pravi Truhlar, ker Truhlar je pa izjemen. Truhlar je tako velik avtor, ne v vsaki podrobnosti, ampak v mnogih stvareh. Ali je izkustvo pristno ali ni. Brez razločevanja tudi cerkev ne more presoditi, ali je prikazovanje pristno ali ni. Brez razločevanja tudi v našem osebnem življenju mi ne moramo biti gotovi, ali je nekaj resno. Torej, razločevanje je edini sistem, da med duhovi, to, kar pravi Janez, prepoznamo prave duhove. Da med angeli prepoznamo prave angele. In mladim pomagati razločevati prave angele od tistih, ki to niso, to se da. Torej, razločevanje ni samo stvar tistih, ki so izobraženi. Razločevanje je stvar zelo preprosta. Jaz imam teto, ki je bila tkalka cel življenje, pa na kmetih doma. Jaz moram mirno priznati, ona ima več modrosti kot Mrzdo, ki ima doktorat. Ker ne gre za več znanja, gre za znanje, ki je z življenjem povezano. Ne zaupajte preveč strokovnjakom. Če ti strokovnjaki hkrati s svojo strokovnostjo ne povežejo zadeve z bistvom človeka, z življenjem. Če pa povežejo, potem to niso več samo strokovnjaki, ampak so ljudje, ki iz izkustva pričujejo in njihova beseda in oni sami so nekaj povezanega. In tukaj res bi priporočil, da vzamete v roke Truhlarja. Truhlar je bil človek, ki je pripeljal duhovno teologijo na nek način sploh v cerkev, in nekaj stvari njegovih je tako močnih. Zakaj? Ker podaja te prav elementarne stvari in jih to poveže v to, kar je njegova izkustveno racionalna metoda. Ne brez razuma, ampak izkustvo je izhodišče, razum pa potem tisti, ki pomaga, da res preverimo, ali je izkustvo pravo. Ker lahko se nam prikaže angel, ki je preoblečen v luč, Lucifer, zelo prinašalec luči, ki pa ni prava luč. Kako prepoznati? Šele, ko to skupaj celovito povežemo, in mislim, da ta pastoralni načrt na več mestih to zelo dobro pokaže. Mi rabimo strokovnjake, ampak strokovnost mora biti omejena na tisto, kar lahko da k skupnemu. In jaz upam, da tudi kot strokovnjak tukaj nisem slab v tem mojem prispevku, ampak mi ne smemo pričakovati, da bi ta strokovnost nadomestila bistvo. Bistvo je v razodetju Jezusa Kristusa, v veroizpovedi, v skupnosti od začetka naprej. Psihologija, sociologija, pedagogika, pa kolikor, bi jaz rekel, imajo pravo antropologijo, lahko ogromno dodamo zraven. Če pa ni prave antropologije, pa bi pa mičkam bil zadržan. Ker od psihologije in od sociologije k duhu, mislim, da se ne da priti. Če ima pa človek duha, že v sebi,
Pa lahko, jaz garantiram, da lahko. Zakaj? Ker imam sociologa, ki je moj glavni avtor, ki je isto skico pokazal, da se zgodi v družbi. Srednji vek je bil obdobje, kjer je prevladoval duh, renesansa, zgodnja obdobje, ko je od psihe razum prevladoval, moderni vek je pa obdobje čutno zaznavne stvari, ko tudi v religiji Bog postane največ tisti, ki je živi osebni Bog, pogosto, ne, pri mnogih teologih, ne, ampak z razumom nekako zaobjeta stvarnost. Ne. Ampak kaj je Bog z razumom brez osebe? Ne. Bog, naš Bog je oseba. Zato, če končam s Špidlikom, Špidlik se včasih hecal, ampak je res to rekel. Rekel je namreč, ko je imel duhovne vaje papežu in kardinalom, pater Špidlik, je rekel, ko so se na koncilih borili za resnično vero, tudi to, ne, da on ne veruje v osebnega Boga, pika, ampak on veruje v Boga očeta in potem vejca. Zakaj? Ker mi verujemo v osebnega Boga, je tudi lepo, da naša veroizpoved, tudi temu, da so pojke in napake, tako rečemo. Verujem v Boga očeta, vejca. Zakaj to? Ker Bog filozofov pa res ni naš Bog. Naš Bog je Bog odnosa, je oseba, naš Bog je skupnost, je občestvo treh, kjer ima vsak svobodo, ampak ravno zato, ker vidi, da polnosti svoboda je samo v ljubezni. Brez zavezanosti jaz ne morem v polnosti živeti. Kaj bom pa jaz, če bom zaradi svoje svobode rekel ženi, pojdi nekam, pa če bo župnik rekel, pojdi župani nekam, ne? Ali tako naprej. Ne? Človek živi polnost v tej zavezanosti, ki pa ni prisilna, ampak prostovoljna, ljubezenska. Ne? In tukaj živimo v toliko lepem času, ker še par generacij nazaj tekstov v tej smeri je bilo težko dobiti. Mi smo ogromno razvili. Zdaj treba samo najti pot, da med seboj to postavimo v konkretno življenje. Iz majhnih celic se razvije nekaj, kar bi Janez Pavel rekel, civilizacija ljubezni. Ne. Torej, to je toliko lep čas, ne, ker mi bomo oblikovali tisto, kar bo verjetno potem stoletje. Ne. Je pa zahteven, torej ne biti naivn. Ne. Je pa strašno zahteven čas, ker destrukcija bo šla še naprej. Ne. Verjetno se ne moramo temu izogniti. Ne. In tukaj se da ogromno gojiti, ampak ne na način, da ima cerkev v javnosti veliko moči ali da pričakujemo, da jo kar vsi prišli v cerkev. Ne, to pa ne. To pa ne. Medtem ko nič strahu. Zakaj je strah? Ljubezen, strah premaga, torej nimamo nobene težave. Ampak mi moramo gojiti ljubezen, ne pa psihološko premagovanje strahu, ker ljubezen pa ni psihološki čut. Ljubezen je iz srca, ki je središče človeka. Ne. Psihološki čut nam pa lahko pomaga veliko pri tem, ampak ne more pa sam po sebi dati središča človeka. Tako bi jaz rekel. No.